Spoštovane gospe in gospodje, zadružnice in zadružniki, cenjeni predsednik Zadružne zveze Slovenije, gospod Borut Florjančič, državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Darij Krajčič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zadruge Slovenije, gospod Roman Žveglič, spoštovani visoki gostje, državni svetniki in poslanci državnega zbora, cenjeni prejemniki letošnjih priznanj in ostali podporniki slovenskega zadružništva. Počaščen sem, da vas lahko pozdravim v imenu Državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta in prvega doma civilne družbe, ter seveda tudi v svojem imenu. Na slavnostni prireditvi priznanj Zadružne zveze Slovenije, ki tradicionalno poteka ob dnevu zadružnikov na mednarodnem sejmu Agra. Zbrani smo na posebnem dogodku, čas, ki ga zaznamujejo izzivi, v času, v katerem se soočamo z neizprostnimi preizkušnjami. A to je hkrati tudi čas, ki nam daje priložnost, da se dvignemo kot enotna skupnost. Skozi zgodovino ste slovenski kmetje in zadružniki prehodili pot od izzivov do uspehov, od solidarnosti do inovacij. Danes stojimo pred novimi izzivi, pred katere so nas postavili naravne nesreče, nepojmljivih razsežnosti, ki so prizadeli našo domovino, naše domove, naše kmetije. In v teh časih, v teh težkih trenutkih se je ponovno izkazalo bistvo zadružništva, ki je mnogo več kot gospodarski model. Poplave in druge naravne nesreče, posledično pa tudi uničenje in stiske so znova pokazale, da smo pripravljeni stopiti skupaj, se podpreti in pomagati tistim, ki so utrpeli izgube. In to so pravzaprav temeljne vrednote zadružništva. Medsebojno sodelovanje, solidarnost, skrb za skupnost, pomoč bližnjemu, delovanje podejeno predvsem takrat, ko nam je res hudo. Misel, da se v sodelovanju skriva moč, ki lahko premaga tudi največje ovire, je zagotovo v duhu zadružništva. In na tem mestu gre zahvala Zadružni zvezi Slovenije za izjemno prizadevanje pri koordinaciji pomoči in reševanju v teh težkih trenutkih, kot tudi vsem zadrugam in njenim članom za pomoč prizadetim naravnih ujmah. Vaša odzivnost, ko ste stopili v akcijo za pomoč prizadetim, je bila izjemna. Dovolite mi, da se na tem mestu zahvalim Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, Sindikatu kmetov Slovenije, Zvezi kmetic Slovenije in Zvezi slovenske podeželske mladine, da ste strnili vrste in skupaj z Zadružno zvezo Slovenije zagnali akcijo Kmet kmetov. Nudim, potrebujem pomoč na kmetiji. Vaša predanost kmetijstvu, prehrani ter lokalnemu razvoju je tisto, kar povezuje in navdihuje v prizadevanjih za boljšo prihodnost. V sodelovanju in ljubezni do rodne grude je vaša moč. Slovensko zadružništvo vedno znova dokazuje, da je družbeni steber, ki zna v času krize stopiti skupaj in nuditi oporo in pomoč. Preživelo je številne preizkušnje in vedno znova zagotovilo svetlo prihodnost slovenskemu podeželju. Zdaj v tem hitro spremenjajočem se svetu pa ostaja trden temelj kmetijstva, pomemben nosilec trajnostne pridelave hrane, skrbnik naših kmetijskih območij in podeželja. O preizkušnjah je čas za dejanja in v času, ki terja dejanja, se vedno izkaže, da zadružništvo ni fiktivna beseda, temveč je način življenja. Je način, kako se soopadamo in spopadamo s težavami, kako iščemo inovativne rešitve, kako gradimo trajnostno prihodnost s predanostjo, da ohranimo našo zemljo, skupnost in vrednote. Danes smo se zbrali zato, da počastimo nagrajence in s svojimi dosežki na področju zadružništva stopajo v ospredje. Izrekam iskrene čestitke tudi vsem nagrajencem. Vaša predanost, vztrajnost in inovativnost so izjemno dragoceni. Ste gonilo sprememb, ki prinaša koristi ne le vam in vašim članom, temveč celotni družbi. Hvala vam za vaše vztrajno delo, trdo delo, za vašo zavzemnost ter za vaš prispevek k rasti in razvoju zadružništva.
Hvala tudi Zadružni zvezi Slovenije za organizacijo tega dogodka ter za nenehno prizadevanje za napredek slovenskega zadružništva. In hvala vsem kmeticam in kmetom, da ste arhitekti slovenske krajine, slovenske pokrajine. Vedno, ko želimo pokazati lepote Slovenije, se na slikah pojavijo take fotografije. Pojavijo se v videih in filmih in to predstavlja Slovenijo. Hvala lepa za vaš trud.